Lepo pozdravljeni, moje ime je Tomaž Nabolj, sem kustos v Narodnem muzeju Slovenije in vas veseljem pozdravljam na še enem od predavanj v ciklu takšnih prireditev, ki smo jih organizirali v naši razstavi v Gutenbergu. Zelo vesel sem, da je naš današnji gost moj kolega, dr. Tomaž Lazar, ki je kustos na oddelku za zgodovino uporabno umetnost našega muzeja. Nekateri seveda ga že dobro poznate tudi kot sodelavca. Tema, o kateri bo govoril, je seveda povezana z našo razstavo, v tem primeru o osmanskih Turkih, o eni od velikih zgodb te razstave, kakorkoli je lahko včasih težko oprijemljiva, ali pa je recimo zaradi specifike virov tudi v zvezi z Gutenbergom malo skrivnostna. Vendar je kolega Tomaž je strokovnjak za zgodovino srednjega veka, posebej za vojaške teme, orožje, ukvarjal se z različnimi vidiki te zgodovine. Tisto, kar je zelo pomembno, je, da se ukvarja samo z zgodovinskimi viri, ampak poskuša s temi materialnimi, ki jih kot kustos tudi varuje v tem muzeju, da skuša povezati te različne vidike in plati, ne samo orožja, ampak tudi vojskovanja oziroma vojaške zgodovine. Povedal bi, da je dobrih 15 let zaposlen v našem muzeju in da je v tem času pripravil kar nekaj pomembnih muzejskih razstav. Ena, pri kateri so bili seveda tema tudi osmanski Turki, je bila razstava leta 2012, vidite zdaj zmaj, in takrat se je pokazalo, da tega gradiva ni tako veliko. Vendar je ukvarjal se potem še z drugimi vojaškimi temami, posebej seveda tudi v svoji disertaciji o poznosrednjeveškem vojskovanju v slovenskih deželah, posebej recimo tudi z celjskimi grofi. Nedavno je šla njegova odlična knjiga Oklepi iz Narodnega muzeja Slovenije, zaščitna oprema od visokega srednjega do zgodnjega novega veka, tako v slovenščini kot v angleščini. Sicer je pa kolega Tomaž vodja programske skupine v našem muzeju, v oddelku za zgodovino uporabno umetnost, tako da se tudi raziskovalno ukvarja z različnimi temami. Naj še dodam, kar je seveda lep obet, da je Tomaž tudi vodja skupine za pripravo nove stanje razstave v zgodovini slovenskega ozemlja, ki jo pripravlja naš muzej za razstavišče na Metelkovi. To pomeni, da ima vpogled v različne vidike takšne tematike, kot jo predstavlja tudi naša razstava v Gutenbergu. Sem vesel in ga lahko napovem. Hvala lepa. Ja, hvala za lepo predstavitev. Tema današnjega predavanja je v bistvu velika tema in se je v eni uri teh dosti več kot dotakniti niti ne bomo mogli. Ampak upam, da boste lahko v tem času vseeno dobili vsaj malo pogleda v tematiko, ki je v bistvu dveh različnih svetov. Torej, spopad z Osmanskim cesarstvom je ena velika epizoda slovenske zgodovine. Slovensko zavest je zelo globoko vtisana. Ampak dejansko gre za eno zgodbo, ki se tiče bolj ali manj celotnega zahoda, zahodnega sveta. Namreč posledice tega trka civilizacije so bile zelo traumatične za prebivalstvo, predvsem jugovzhodne Evrope, Balkana, Panonske nižine. V bistvu vse do našega vzhodnega dela Alp in pravzaprav prostora, ki ga v okviru Habsburške oblasti razumemo kot polno trajanje Avstrije. In v kolektivnem spominu tega okolja je v bistvu tale prispodoba hudega Turka, krvoločnega plenilca, jezdeca na konju, je postala simbol dednega sovražnika. Dejansko nevarnost, ki je pretila celotnemu krščanskemu zahodu. Taka perspektiva je neizogibno za sabo potegne tudi klišeje. Zlasti zato, ker se zadnje je šlo tukaj za ljudstvo, ki je prišlo z vzhoda in ga zahodnjaki, da Evropejci dolgo časa niso dobro poznali. In o neznanju je seveda zelo lahko ustvarjati mite, zelo lahko ustvarjati podobe, ki niso nujno zelo realne. Vsekakor je bil pa Osmanski imperij zelo nevaren na zahodu kot konkurenca, kot alternativa
temu svetu krščanskega feudalizma. To je bil tuj svet, tako po veri in kulturi kot politični ureditvi. In ne nazadnje tudi po vojaških moči, namreč Osmanski imperij je zlasti v 15. in 16. stoletju nedvomno ena od globalnih velesil. Kako se pa ta ekspanzija začne? Zdaj, da bi se zelo globoko spuščalo v predzgodbo Osmanskega imperija, niti nimamo časa. Morda se spomnite še šolskih učbenikov, kjer se praviloma navaja letnica 1354 kot ključni moment, ko osmanske čete prvič prestopijo iz azijske na evropsko stran. V resnici, ob malo bolj natančnem pogledu vere se je to zgodilo vsaj že 2 leti poprej, pa seveda osmanski konjeniki so gotovo že najprej, zlasti službi Bizanca, prešli v Evropo. Ampak v tem času, torej v 50 letih 14. stoletja, pa so prvič na polotoku Galipoli, to je lokacija potem zelo pomembnega bojišča v času Prve svetovne vojne, torej na severni obali Dardanel oziroma Bosporja. Tukaj so Osmani osvojili prve postojanke, torej prve utrdbe, v katerih so si lahko ustvarjali bazo za nadaljne osvajanje. Ampak zanimivo je, da od tega prvega predora Osmanov na evropska tla je dejansko prešlo na pobudo bizantinskega cesarja Antagezena med državljansko vojno z njegovim nasprotnikom iz dinastije Paleologo. Torej, tukaj se že kaže, kako je včasih zelo nevarno se opreti na zaveznika, kot so bili osmanski Turki, računati na pomoč tega zaveznika, potem pa se izkaže, da ta zaveznik na lepem ti seže čez glavo in tako konča. To se je Bizancu na sezajno to zgodilo. Od tega obdobja, torej od 50 let 14. stoletja, pa potem sledimo več kot 3 stoletjem bolj ali manj kontinuirane ekspanzije. Zgodba, ki se konča s drugim neuspešnim izleganjem Dunaja leta 1683. Gledano iz te perspektive se dosti kot ustvarja vtis, kot da je bil ta osmanski predor v Evropo nekaj bolj ali manj nezaustavljivega, neizogibnega. Torej, Osmanski imperij hitro dobi eno klišejsko podobo ene silno mogočne sile, ki ves čas samo osvaja, se samo širi, beleži uspehe, ampak zlasti, če pogledamo osvajanje Balkana, prediranje proti Srednji Evropi, ugotovimo, da je bila ta zgodba v resnici zelo, zelo komplicirana in je številnim uspehom sledil še marsikakšen poraz ali pa obdobja tudi določene strateške stabilnosti, ravnovesja na jugovzhodno-evropskem bojišču. Po drugi strani je pa še ena stvar pomembna, ko govorimo o osmanski ekspanziji, praviloma sploh ne, Slovenci seveda gledamo na to iz svoje perspektive. In za nas je osmanska nevarnost povezana z upadjo v naš prostor. In to se nam zdi najpomembnejša epizoda te celotne zgodbe, ki pa dejansko, če tako pogledamo, s stališča malo bolj globalne zgodovine, v resnici ni bila kaj več kot ena opomba pod črto, tako rekoče. Osmanski imperij je so zadnje zavzel, vidite, na skrajni točki svojega obsega praktično ogromen del jugovzhodne Evrope, seveda celotno malo Azijo, skoraj da do Indije, ki prešli še malo zmanjkali, Egipt, globoko potem Rdeče morje in Magreb oziroma severnoafriška obala. Slovenski prostor tukaj je pa res en majhen drobec. Tako da, če govorimo o osmanski ekspanziji nasploh, je treba vedeti, da ni bilo samo prediranje v Evropo tisti glavni cilj, ki osmanske sultane zanimal, ampak so se seveda njihove ambicije usmerila še marsikam drugam. No in pri tem so pač podobno kot vsi veliki in uspešni osvajalci, tudi Osmani uporabljali uspešno strategijo v tem smislu, da so najprej napadali nasprotnike šibkejše od sebe. To je dober način, če želiš od relativno majhne lokalne sile postati nekaj več. Tukaj vidite situacijo okoli leta 1500, vidite lahko čas, ko je Osmanski imperij že kar velika sila. Vidite tudi, to je v bistvu v zadnje obdobje, preden se je Osmanski imperij dokončno polasti tudi velikih delov Perzije, preden zlomi moč egiptovskih Mamelukov. In tukaj se zelo jasno pokaže, da fronta na Balkanu je bila vendarle samo ena od mnogih bojišč. In zlasti v nekem bolj globalnem smislu, tudi ekonomskem smislu,
je bilo za osmanske vladarje vsaj tako pomembno, kot predirati v Evropo, tudi osvojiti, mogoče še bolj zanimiva tržišča proti vzhodu. In kako pravzaprav nastane ena taka močna vojaška sila? Ta zgodba pa seže globoko v Srednjo Azijo. Turki kot velika etnična skupina, ali pa en pojem za številna ljudstva, ki načeloma združuje pripadnost tistemu jeziku, torej turškemu jeziku, njihova prvotna domovina je Srednja Azija. In podobno kot številni njihovi sosedi ali pa predniki, to so ena od mnogih nomadskih ljudstva, ki v stepi živijo. Taki primeri so bili še cel kupa, Huni, Avari, Mađari, Kumani, Mongoli. In kaj sem tem ljudstvo skupno? Po eni strani to, da smo si jih zelo dobro zapomnili v zgodovini kot uspešne osvajalce, po drugi strani pa so se na bojnem polju udejstvovali kot konjeniki lokostrelcev. Namreč stepa je v osnovi zelo siromašen prostor, z malo naravnimi viri, ampak ima pa vsaj odlične pogoje za pašo in to je odličen prostor za vzrejo konj. In po drugi strani, konjenik je seveda en koncept, ki se lahko na bojnem polju zelo uspešno uporabi v relaciji do pehote, po drugi strani pa še sposobnost odličnega streljanja z lokom, tisto, kar stepske nomade naredi za tako navadno silo dejansko vse do začetka industrijske dobe. In zgodba Turkov je šla potem v osnovi tako, v 7. in 8. stoletju, ko se je v njihov prostor razširi islam. To je vera, ki tudi med Turki naredi na velik odmev in ti bojeviti konjeniki se potem kot vojaki uspešno udejstvujejo kot najemniki. Najprej v Abasitskem kalifatu, potem v Bizantinskem cesarstvu. V 11. stoletju Turki po dinastijo Seldžukov dosežejo prvi vrhunec in ustvarjajo velik imperij, praktično od Perzije, spet skoraj do zmej Indije, pa do Male Azije in Palestine. Smo torej prostorsko kar blizu kasnejšim Osmanom. In to je potem v Seldžuški imperiji ena tistih sil, s katerimi se križarji spopadajo na začetku vojne za sveto deželo. Zgodbo Osmanov pa seže kasneje, v čas, ko je Seldžuški imperij že propadel in je v bistvu turška poselitev v Mali Aziji izgledala približno tako. Tukaj imamo samo en zelo majhen omejen zemljevid, pa že tukaj vidite, da na skrajnem severo-zahodnem delu Anatolije oziroma Male Azije, tukaj imamo neke tvorbe, neke politične tvorbe, ki jih obvladujejo turške elite, turški bojevniki, v osnovi gre za zelo majhne državice, za relativno majhne skupnosti. In eno od njih je vodil Osman I, ustanovitelj velike dinastije Osmanov. Okoli leta 1299 mu je uspelo tako povečati svoje prvotno ozemlje, da je na tem strateško zelo pomembnem koncu Male Azije, blizu Konstantinopla, že lahko osnoval nekaj več kot samo plemensko tvorbo. Na račun sosedov, torej Bizantinskega imperija, pa tudi ostalih turških begov, torej vladarjev manjših lokalnih držav v svoji soseščini, se je Osmanu uspelo dokopati bistveno večje oblasti, kot so imeli njegovi predniki. In potem se z prehodom na evropska tla, kot smo ga že omenili, začne njihov pohod. 1362 osvojijo Adrianopol oziroma Odrin, tja postavijo svojo novo prestolnico. Tukaj se kaže pomemben moment, zelo kmalu po vstopu na evropska tla. Osmani že prenesajo sedež svoje politične oblasti v tako imenovano Romerijo, torej evropski zahodni del njihovega imperija. In 1371 na reki Marici težko potolčejo srbsko vojsko. Srbija potem postane naslednja tarča njihove eksplozije in potem 1489 znova zmago na Kosovem polju Osmani zlomijo tudi moč Srbije kot ene tedaj lokalnih, ampak vendarle močnejših lokalnih sil na Balkanu. In takrat že lahko govorimo o dejansko nečem, kar je vsaj nastavek, kar pa že kar pravi imperij, vsaj mogočna politična sila. Kako pa funkcionira? Na pravnem nivoju je to v osnovi islamski kalifat. Torej, to je
politično ureditev, ki združuje po eni strani teokracijo, po eni strani absolutizem in seveda monarhijo. Imamo sultana kot absolutnega vladarja, ki je hkrati ne samo, da je politični oblastnik, je tudi seveda poveljnik vojske, je verski poglavar, zelo pomembno. In ne samo to, ima tako rekoč neomejeno oblast nad celotno zemljo, nad celotnim premoženjem, nad vsemi podložniki, v teoriji seveda, v praksi tudi kakšno varovala. Sultanova funkcija je pa vedna, načeloma da smrtna, vedno se izbere sultana iz dinastije Osmanov, ampak tukaj imamo še eno zanimivo posebnost. Namreč osmanski sultani imajo praviloma veliko žena in tudi veliko moških potomcev. Tako da zelo pogosto se zgodi, da ko stari sultan umre, izbruhne vojne za nasledstvo in temu dostikrat sledi medvladje, obdobje težke politične nestabilnosti. In ta boj za oblast je bil načelno precej brutalen. Ne? Praviloma se je končal pa tako, da je tisti novi zmagovalec, mladi sultan, tako drugače onemogočil ali pa celo kar usmrtil ostale svoje konkurente, torej svoje brata ali pol brata. Ne? In to je ena od dejansko političnih šibkosti ali pa slabosti tega sistema, ne glede na to, kakšno moč je vladar sicer dajal. Z evropskega stališča, sploh če beremo recimo kakšni italijanski humaniste, je Osmanski imperij zaradi teh značilnosti utelešenje vsega slabega, torej tiranstva, barbarizma, primitivnosti. Ne? Zlasti v tem smislu, Evropejci sebe dojemajo kot osebno neskončno svobodnejše, zelo so ponosni na lokalno avtonomijo, na stvari, kot so recimo avtonomija deželnih stanov, na zagotavljanje posebne svobode, varstva oziroma svobode razpolaganja s premoženjem in tako dalje. Ne nazadnje, Osmani poznajo tudi služne lastništvo in to je zelo pomemben del njihove ekonomije. Ampak ne glede na to, ne, v praksi je kakšna stvar tudi bila vendarle veliko drugače, kot so take kritike lahko dajale občutek. Sultanova oblast je tudi vsemu bila omejena. Že v praksi se je pokazalo, da vse bolj ko se imperij širi, toliko težje je vzdrževati za enega samega vladarja nadzor nad tako mogočnim ozemljem. In zato pridemo tudi na Balkanu, ne, do situacije, ko novo osvojena ozemlja dejansko postanejo nove napol ali pa kar zelo avtonomne tvorbe, ki imajo visoko stopnjo dejansko lokalne avtonomije. V tej skupnosti je muslimansko prebivalstvo načeloma v podrejenem položaju. Je izključeno od vodilnih funkcij, tudi ni zavezano služiti vojsko, mora plačevati dodatne dejatve. Za vojaško službo je pa zlasti zanimivo na evropskih tleh, ne se to dogaja, tako imenovana dejatev deloširanje oziroma krvni davek. Torej običaj, po katerem vsako leto komisija prepotuje okolje, kjer živijo krščanske družine in poberajo najbolj obetavne sinove, torej v najstniških letih, jih poberajo in iz njih vzgojijo janičarji. To je seveda tudi ena stvar, ki je spet stališče Evropejcev videti zelo kruta nekaj groznega, ampak v Osmanskem imperiju to tako funkcionira in da se zadnje ti navidezni služni janičarji na koncu uživajo eliten položaj v svojem okolju. Glede višine davčnih obremenitev je zanimivo, ne, da so bile te obremenitve pravzaprav niže kot v večini evropskih držav tega časa. V tem smislu je bilo življenje za podložnike nekoliko ugodnejše, tudi manj so bili na udaru vedno novih zavednih davkov. Je pa še ena stvar zanimiva v sami mentaliteti tega okolja. Osmanske elite so načeloma zelo konzervativne. Gledajo zviška na trgovce, meščanstvo, nasploh obrtnike in to tudi za sabo potegne, kot bomo povedali, še kakšno negativno točko. Ampak v osnovi je Osmansko cesarstvo ena politična tvorba, ki deluje kot, lahko bi rekel, neka riba, ki žre vedno več, vedno manjših ribic in postane vedno večja. Ne? Torej, ta imperij deluje na načelu ekspanzije. Ozemeljska ekspanzija je ključni pogoj za uspeh. Zakaj se Osmansko cesarstvo pravzaprav ves čas svojega obstoja usmerja v tako silovito širjenje ozemlja? Nekaj razlogov je. Nominalno širjenje vere. Džihad je obveznost vsakega muslimana in to se da razumeti na različne načine.
vključno z ognjem in mečem. Druga stvar, mogoče še bolj kratkoročno pomembna, je zasedba novih ozemelj. S tem je povezana pridobitev plena, pridobitev človeških ujetnikov, ki so blago, ki se na osmanskem tržišču zelo lepo spravijo promet. In po drugi strani je v tej relativno konzervativni bojevniški mentaliteti za sultanov prestiž izjemno važno, da uspešen na bojnem polju. Če ni bojevita, zna biti, da je z njim nekaj narobe in zna biti, da bo nastala notranja opozicija, ki ga bo nekoč obnesla. Tako da celoten sistem imperija je v bistvu usmerjen v vojskovanje, v vojaško moč, vojaško širjenje. In močna centralna oblast, daleč močnejša kot v veliki večini evropskih monarhij tega časa, sultanu omogoča, da nadzoruje ogromno vojsko in ima nad njo dejansko tako rekoč popolno oblast. To pomeni nastanek stane armade bistveno prej kot na zahodu in v bistveno večjih dimenzijah. Že prej pa smo omenili še en problem, ki se pa nanaša na tehnološki razvoj. Namreč o vojaški uspešnosti neke človeške skupnosti različni dejavniki odločajo, ampak en pomemben dejavnik je tudi tehnološka inovativnost. In v tem smislu je to relativno zapostavljanje meščanstva proizvodnih slojev za osmansko cesarstvo dolgoročno postalo problem. Pa ne, da ne bi bilo odprto do uvajanja novih tehničnih obrtnih znanj, ampak predvsem zato, ker nekot recimo uteleša ena taka podoba iz 19. stoletja. Ampak tale albanski poglavar vaših Buzokov, kot je v svoje slike, vendarle lepo kaže, kaj je v bistvu ideal osmanske elite, biti moški, biti svoboden bojevnik, dobro oborožen, ampak v bistvu, kadar se ne bojuje, živi brez delu. Torej, to ni človek, ki bi zelo cenil branje knjig, ki bi zelo cenil to, da posluša kakšen inženirje, kako mu razlaga konstruiranje zapletene naprave. To je človek akcije, ki bo pač dosti raje, kot poslušal take stvari, ostal nekomu glavo odsekal. In to je en način, ki na začetku zagotavlja Osmanom učinkovitost na bojnem polju. S časom, sploh v tehnološkem razvoju Zahoda, pa se pokaže za relativno šibkost. Namreč Osmanski imperij je v tem smislu zelo odvisen od uvažanja tehničnih inovacij tudi od zunaj, od svojih sosedov oziroma sovražnikov. O vojaški ureditvi osmanskih sil bi se dalo kar na široko povedati. Zdaj, v osnovi ta model se razlikuje od bližnjih, evropskih, zahodnih, predvsem po tem, da je sestavljen na kononici, temelji na kononici, kot ne samo najbolj prestižni, ampak tudi najbolj množični vojaški sili oziroma vojaškem orožju. In to je seveda slika tega daljnega izročila slepe. Turki so na zadnje tradicionalno le kononiki ali postrelci. Ampak, ko se stoletja dolgo poživijo v Mali Aziji, v tesnem stiku po eni strani z muslimanskimi državicami na Bližnjem vzhodu, pa tudi z bizantijskim cesarstvom, se naučijo še sprejeti marsikaj drugega in od Bizanca na zadnje začnejo posnemati osnovo nečesa, kar je v bistvu feudalna vojaška organizacija. Torej, način organizacije, pri kateri vojsko financiramo z zemljiškimi posestmi, oziroma s prihodki od zemlje. In še ena stvar je tukaj tudi vredna omembe, ne glede na vsem govoru o turških elitah. Je osmansko cesarstvo zelo kozmopolitska država, sestavljena iz mnogo etničnih skupin. In Turki so v veliki manjšini. V armadi sicer uživajo dominantno vlogo, ampak tudi armada je etnično pisana, vsebuje poleg turških kolonikov še marsikaj drugega. Osnova osmanske moči so vendarle spahlje. To je približen ekvivalent evropskemu vitezu. Že za svojo službo ne dobiva plačila v denarju, v gotovini, ampak načeloma dobi v feud, v upravljanje zemljiško posest, timar. In seveda, zato je zavezen sultano se odzvati vsako leto na vojaško službo. Ne samo sam osebno, ampak načeloma tudi nekaj članskim vojaškim spremstvom. In to postane relativno stabilna, ekonomsko zdržna podlaga za navačanje konjenikov, ki so v skladu s turško tradicijo praviloma res postrelci. Ampak načeloma z gospodarsko krepitvijo osmanskega cesarstva si lahko privoščijo tudi vedno bolj kvaliteten oklep.
Torej, niso samo lahki konjeniki kot njihovi predniki dolga stoletja nazaj v stepi, ampak pridemo do neke vrste koncepta univerzalnega konjenika. Torej, konjenika, ki je oklepljen, je oborožen z lokom, se torej lahko bojuje daleč, ampak tudi s kopjem, sabljo in gozdovan. Mogoče še kakšna druga kombinacija. Torej, lahko se zelo učinkovito bori tudi v metež. In ta koncept sam po sebi tudi ni popolnoma nov. Časovno najbližji v tem okolju, najbližji primerljiv taka velika vojaška sila so bili Avari. Njihov koncept konjenice je bil podoben in so ga navsezadnje Bizantinci kopirali. Torej, v idealnem primeru bi prišli do nečesa takega. Vidimo lahko pravzaprav viteza, samo da je za naš okus precej bolj eksotični opravi v nekoliko drugače konspiriranem oklepu. In takle Stahija bi bil v času Osmanske armade, recimo v poznem 15. ali pa 16. stoletju, bi bil tipičen za enote, ki so se novačile v Romeli, torej na evropskih tleh. Dočim v Mali Aziji je bila tradicija še vedno bolj usmerjena v lažjo konjenico, z manj oklepa. Ampak bolj, ko Osmani napredujejo v Evropo, bolj se spoznavajo z nasprotniki, ki uporabljajo težko zaščitno opremo in temu se prilagodijo tudi sami. Tako da na koncu pridemo, v koncu srednjega leta pridemo do koncepta konjenika, ki se je sposoben boriti tako z lokom kot skladnim orožjem in je ne samo, da je sam oklepljen, ampak ima tudi oklepljenega bojnega konja. Torej smo v bistvu konceptualno dosti daleč od tistega klišeja lahkega stepskega konjenika, ki nima praktično nič na sebe, razen roka in puščice. Taka konjenica torej ni bila tako zelo gibljiva kot lahka stepska konjenica kakšna stoletja prej. Poleg oklepljenih špahi se je sploh na balkanskih bojiščih kmalu pojavi še ena zvrst lahke konjenice, tako imenovan deli oziroma delije. Tudi za kakšne nogometne navijače je to še danes tak privlačen pojem. V bistvu to, v osnovi to pomeni, da bi lahko prevedli kot norci, ali pa blazni. Zakaj? Zato, ker gre za konjenike, ki so načeloma uporabljali malo zaščitne opreme. Odlikovali so se kot zelo gibljiva lahka konjenica, ampak ne samo plenilci ali pa zvedovalci. Temveč podobno kot zahodni kozari, konjenica, ki je bila zaradi svoje drznosti zadolžena tudi za udar, torej za spopad od blizu, za najbolj nove samomorilske akcije. In ta njihova moda potem ravno tako vpliva na evropske kozarje. Tukaj vidimo lahko ene tazgale gospodiče, ki je oblečen v leopardi ali pa tigrovo kožo. To je bil zelo popularen element. In orlove perute, oziroma orlova krila. To so recimo elementi, ki jih najdemo potem še v 17. stoletju na poljskih kozarjih. Če ste videli kakšen film ali kaj podobnega, to isto pride iz tega. Druga zgodba, drugi veliki element osmanske armade je bila pehota. In to je bila ena komponenta, ki je bila Osmanom najprej zelo tuja, kot bojevniki, ki so se zelo dobro počutili v sedlu, ne pa dobro peš na tleh, je bilo to nekaj novega. Ampak po zgledu predvsem bizantinskega imperija v svoji soseščini so ugotovili, da ne nazadnje v terenu, ki je bolj težko prehodom, ker za konjenico ni idealen, je pehota nujno potrebna. In tako pridemo do prvih formacij v bistvu lahko oboroženih prostovoljcev, ne zelo kvalitetnih, neprofesionalnih enot, tako imenovan jaja oziroma pijada. Prevodno se je sestavljali ljudje tako muslimanskega porekla kot krščanskega, kot načeloma nižjih slojev. In šele čez čas so postali od prostovoljcev, so se dejansko napredovali v uredne enote. In nekateri med njimi so potem podobno kot Spahje, da bil tudi zemljiško posest v oziroma Timar. In vse bolj spet, ko osmanske vojske predelajo proti severu, proti Evropi, vedno bolj se kaže potreba po pehoti. Po eni strani za delovanje na bojnem polju, po drugi strani za obrambo v trg, po tretji strani za izvajanje logistične skrbe. Celega kupa stvari, za katere konjenica v bistvu ni primerna. In tako nastane nova redna pehota, tako imenovani azabi oziroma azabi. Na Novača so jih pa predeloma s teritorialnim poklicem. In tukaj imamo en koncept, ki bi bil pa recimo za podnaga tega časa silna domač.
Torej, praviloma na vsakih plus minus 20 kmetij ali gospodinstv se združi in izbere oziroma opremi po enega moža, ki potem služi kot pehota oziroma pešak. Navadno kot postrelec. Naslednja komponenta, veliko bolj elitna pehote, pa so janičari. Njihovi začetki v zadnji četvrtini oziroma zadnji tretjini 14. stoletja v času Murata I. Na začetku gre v bistvu za neke vrste sultanovo osebno stražo ali pa poseben elitni korpus, ki pa se s časoma tudi številčno poveča. Omenili smo način, kako se novači, torej iz krvnih davkov oziroma devširme. Začetek tega novačenja je zelo brutalno. Vzamete najstnike, fante, jih iz krščanstva poučite v islamu, jih tudi podredite zelo stroge disciplini. Vse do zadnjih stoletij Osmanskega imperija, ko je ta sistem zvodenil, so janičari v bistvu delovali kot neke vrste napol menihi. Morali so živeti v vojašnicah, niso se smeli ukvarjati s kakšnimi pridobitniškimi dejavnostmi, niso se smeli na sozajne poročiti. In njihovo življenje je bilo dosti asketsko. Ravno zaradi te discipline pa so postali tudi prvi rod osmanskih armad, ki je potem posvojil v velika obsegu ročno ognjeno orožje. Torej, to je pa ena stvar, ki je tehnično novost, zahteva bistveno več znanja, urjenja vsaj na začetku, da strelce vendarle podučimo uporabe slednika, iz njih naredimo učinkovito bojno silo. In janičari so poklicni vojaki plačeni v tujini. Sestavlja tudi glavni del sultanove stalne vojske, kapikulu. To je poleg janičarjev korpus, ki je sestavljen tudi iz elitne spahijske konjenice, torej najboljša težka konjenica, kar jo sultan ima, je zbrana tukaj noter. In gre za profesionalce, ki so vedno ves čas na voljo. Torej, tukaj imamo zdaj en koncept, danes bi se to imenovalo lahko teritorijalna obramba ali prostorske sile, so enote, ki so nanovače na timarih, recimo klasični spahije, večin tista redna profesionalna vojska je pa tole. In tukaj imamo en tak dost udaren posnetek rekonstrukcijo, kako ne bi izgledal dobro prednjan janičar, ki bi se boril peš v poznem 16. ali pa 17. stoletju. Taka stalna vojska je sultanu seveda omogočala, da se skoraj da takoj odzove na nevarnost. In tukaj je seveda bila ena ključna prednost v relaciji do večine evropskih držav, pa sosedov tega časa, ki tako močnih stalnih formacij niso imeli. Poleg vseh teh profesionalcev je pa Osmansko cesarstvo zanimivo toliko, da pozna tudi celo plejado nekih vojaških enot, ki bi jih lahko recimo uvrstili v rubriko ljubitelji, v predvsej krvavih naregovajih. Namreč, to so ljudje, ki za svojo službo načeloma ne dobijo denarnega plačila, ampak dobijo v bistvu dovoljenje, da se zapodijo na sovražno zemljo, da uplenijo in plen z izjema enega manjšega dela, ki ga odstopijo sultanu, držijo zase. Nominalno njihova glavna motivacija sveta vojna, torej širjenje vire, ampak plen, oziroma sužni, človeški ujetniki, to je tisto, kar jih najbolj motivira. In v našem prostoru, v evropskem prostoru, v 15. in 16. stoletju, daleč najpomembnejši člen takih enot so bili lahki konjeniki, tako imenovani akinđije. Podobo enega od njih lahko vidite tudi na razstavi v Gutenbergu. To so bili dejansko bojevniki, ki so udirali v pozne 15. in 16. stoletju tudi na slovensko. Nevarni so bili ne toliko kot bojna sila, ki bi se spopadala na odprtem, na velikih bitkah, ampak kot plenilci, ki so lahko zelo nehitro prejezdali velike razdalje, ki so potem opustošali nezaščitene naselja, spet kot je Gutenberg. Torej, zakaj bi se bojevali s sovražnimi profesionalci, bojevniki, če lahko sredi način nekoga presenete, pa mu požgete hišo, pa odpeljete ženo, služnost, tako. V bistvu koncept brutalnega vojskovanja, ki pa na zadnje ni bil izključno v domeni Osmanskega imperija, daleč od tega. In poleg vsega tega so Osmani znali svoje vojaške vrste vključevati tudi tuje najemnike ali pa vazare na zadnje vojaške sile podrejenih sosedov.
Na ta način so lahko svoje zmogljivosti, ki so v nekaterih vidikih zelo močne, v nekaterih pa bolj šibke, so lahko bistveno jih dopolnili. Dva taka bolj odmevna primera tukaj navedena, ena je bitka pri Nikopolju, 1396. To je čas, ko osmanajske sile še nimajo tako dobro oklepljene konjenice kot tisto, kar smo gledali na par posnetkih prej. In zato jim je izjemno pomembna podpora srpske težke konjenice, v bistvu vitezov, ki se potem v službi sultana Bayezida v odločilnem trenutku bitke podajo na skok in odločijo spopad s križarji, torej z zahodnimi četami, ki so bile bistveno bolje opremljene, nosile so tega zaščitno opremo kot večina osmanskih sil. Drugi primer pa je uvoz topništva, oziroma tedaj najmodernejše topniške tehnologije za obreganje Konstantinopla, oziroma Carigrada. To pa je čas sultana Mehmeda II. In končnega zavzetja Carigrada 1453. Osmanska oborožitev, tukaj imamo samo en kratek sprehod skozi tiste najbolj tipične zvrsti oborožitve, pa primere orožja. Prva stvar je seveda kompozitni lok. To smo spet v tradiciji stepe, torej za konjenika, za stepskega nomada je tole daleč najbolj naravno orožje. Za človeka, ki živi v okolju, kjer je meteorologija praktično zelo slabo ali zelo skromno razvita, kjer je malo drugih naravnih virov, edina stvar, ki pa je v izobilju, so živali za živinoreje. In če znate skombinirati raživinaste plaščice in živalske kite, to prelepte na leseno osnovo, lahko naredite lok, ki je fantastičen. Dosti boljši kot lok, ki bi bil izdelan samo iz enega kosa lesa, se odlikuje pri zelo mehni masi, kompaktnih dimenzijah po odličnem dometu, dobre prebojnosti. In to je ena tehnologija, ki se na stepi razvija že davno, že dejansko globoko v domeni. V času Osmanskega imperija pa doseže ta evolucija zenit. Pridemo do bojnega loka v tem času z nabanjalno močjo 100 do 150 liber, torej to je stvar, ki zahteva enega zelo krepkega, zelo veščega strelca. In zna izstreliti relativno masivno puščico s kar veliko prebojno močjo. Tekmovalne različice imajo bolj specializirane, s posebej lahkimi projektili, pa imajo domet dokumentiran več kot 800 metrov. To so res zavedljive številke za tak tip orožja. In zato nas zadnjega preseneča, da pod tem močnim vtisom tradicije je osmanski bojevnik osnovil postolec. Še vse do konca 17. stoletja, ko gneno orožje doseže že visoko stopnjo razvoja. In praktično vse redne in tudi večina irregularnih enot je to orožje uporabljalo vsaj do določene stopne ali pa celo kot primarno orožje. Torej tako lahko kot težko konjenica in prehod. Ta zmogljivost delovanja v daleč osmanskim četam zagotavljala eno občutno prednost na vojnem polju. Za bojevanje od blizu pa so bojevniki ravno tako uporabljali različno vrste hladnega orožja. Najbolj značilna sabla, oziroma kilič, če govorimo o sablji osmanskega tipa, tukaj je en zelo lep luksuzen primer. Kdor ni bil sultan, si tako lepo okrašenega razila, gotovo ne bi bil sposoben prevoščiti. Ampak v osnovi imamo opravka s hladnim orožjem, ki ima blago okrivljeno v tem času, šele kasneje, ker se ga okrivljeno rezilo. Načeloma enorezno, z izjemo tega razširjenega dela pri konici, tako imenovani jelman, ki je določen tudi na hrbtni strani. To orožje je idealno predvsem za konjenika, odlikuje se za sekanje, predvsem za zabadanje, ni tako idealno za boj proti oklepljenemu cilju, ampak se zadnje nobeden meč z izjemo kakšnega zelo specializiranega tipa ni. Za kaj takega bi rabil Buzdovan? To je osnovi tudi eno orožje, ki je v srednjeazijskem okolju zelo popularno pa na Bližnjem vzhodu, že stoletja pred Osmani. Relativno preprosta, poceni zadeva, bodi si resno Buzdovan tega tipa, bodi si tip, tako je bulava z bolj masivno okroglo glavo. Ampak to je pripomoček, ki je učinkovit tudi proti nasprotniku, ki nosi lahko praktično popoln ploščni klep. Druga alternativa temu pa so bojne sekire oziroma bojna kladiva. Bojne sekire so
popularna stvar marsikje. Bojne sekire tega tipa so na zadnje zelo priljubljene tudi v okolju Pereze in Indije in od tam je izhajal glavni vpliv v tem smislu. Večin vojne kladiva so Osmani posvojili predvsem proti koncu srednjega veka pod vtisom bojevanja z zahodnimi Evropejci, torej zahodnjaki, ki so tedaj že uporabljali težek plovični oklep. Druga stvar, ki je zelo pomembna za bojevanje blizu vsaj med konjenico, je kopje. Zelo uporabno za konjenika, ki se poda v metež, v naskoku. Zlasti pa pomembno, da ga uporabljajo tudi pomožne enote konjenikov tistih neturškega izvora. Namreč sploh na Balkanu, ker so se novačile velike formacije prostovoljnih čet, oziroma irregularnih enot. Mnogi med njimi niso bili tako dobro vajeni v postrelstvo kot ljudje turškega porekla. In zato so dosti bolj uspešno lahko uporabljali kopije kot lok. Malenkost bolj eksotična stvar, pa tudi uporabljena, pa so bila lučajna oziroma metalna kopija takega tipa, tako na Jerry. Se pravi, nekaj podobnega kot zelo velika puščica, ki jo konjenik nosi v sedernem toku. Tukaj imamo pa v bistvu spet upravka zelo staro tradicijo, ki seže v tem primeru verjetno do Arabca. To je eno orožje, ki se je v času arabskih osvajanja že v 7. stoletju veliko uporabljalo in je po tej logiki so ga najverjetneje tudi Osmani posvojili. Zanimivo pa je ta osmanski odnos do vojskovanja, kjer pehota z izjemo Janičarjev dolgo časa nekako ni deležna velike pozornosti. To se obvada tudi z relativno dosti manjšim pomenom orožje na drugo, recimo dolgih studic, helobara. In to je lahko za zahodnjaka zelo zanimiva pa čudna stvar, ker glavnino zahodnih vojsk, sploh od poznega srednjega veka dalje, sestavljajo pešaki tisti, ki so oboroženi s hladnim orožjem, so praviloma oboroženi kot suličari oziroma helobarderi. To je orožje, ki potem pešaku mogoče izpopad bolj enakopraven s težkim konjenikom. Ampak dočim je osmanska doktrina narekovala dosti večji pomen konjeniškemu vojskovanju. Za take pripomočke nekako ni bilo pravega prostora, oziroma so jih začeli svojo oborožitev v omejenem obsegu uvajati spet šele na zahodnih bojiščih in to relativno pozno. Tako da med Janičarji najdemo, podobno kot najdemo strelce z ročnim ognjenim orožjem, najdemo tudi helebarderi oziroma može oborožene z glefami, sulicami, podobnim orožjem in tako naprej. Ampak to ni nikoli postalo nekaj, kar bi bilo osmanskim vojakom res zelo blizu. Po oklepu smo že omenili, ne glede na to izvorno stepsko tradicijo lahko opremljenega bojevnika, se pokaže, da prostor male Azije, Bližnjega vzhoda, pa seveda tudi Evrope, je tehnološko takrat v koncu srednjega veka že razvita. Vojno moštvo v teh okoljih načeloma uporabila zaščitno opremo. Ta zaščitna oprema je zagotavljala zaščito nenazadnje pred puščicami, kot prvim orožjem, ki ga Osmani na vojnem polju uporabljajo. In zato tudi osmanske enote same uporabljajo relativno veliko količino oklepa. To tehnologijo uvaža predvsem iz Perzije. In v času po leta 1500, ali pa od sredine 15. stoletja naprej, se uveljavi takle tehnološki princip, torej kombinacija vedežnine z prepletenimi oziroma opetimi manjšimi pločevinastimi ploščicami, železnimi ploščicami. To je nekaj vrste alternativa ploščnemu oklepu, kot ga razvije Zahod in je sicer na se zadnje dosti učinkovitejši, ampak tehnološko dosti kompleksnejši za izdelavo. Tako da to je ena vrsta zaščitne opreme, ki se Osmanom dobro odnese in jo uporabljajo pozno, še dejansko veselo proti koncu 17. stoletja. Če pogledamo vojni plen, zaplenjen po bitki pred Dunajem, pred Legenem Dunaj, 1683, vidimo ne malo takih kosov. Vendar pa je vedno obstajal en velik del osmanskih enot, ki se ni bil sposoben privoščiti popolnega oklepa, bodisi tega niti ni želel, ker je vendar želel namesto zaščite raje večjo mero mobilnosti. Tako da za marsikoga bi bil vendar edini most zaščitne opreme ščit. Praviloma takega okroglega tipa, spleten iz trastik oziroma vrbovega podrotja.
Ognjeno orožje je pa spet ena stvar, ki se relativno počasi veljavi v osmanski strategiji, ampak vse se uvede na velike vrata. Zakaj je tako, tudi ni tako težko dojeti? Če pomislimo na zgodnejšo fazo osmanske ekspanzije, imamo dejansko upravka z eno strategijo, ki temelji na množičnih konjeniških vojskah, ker je mobilnost ključnega pomena. In te vojske so močne, ne zato, ker bi bile zelo sposobne oblegati sovražne trbe, ampak zato, ker so sposobne presenetiti na nič od sovražne sile na bojnem polju. Tukaj se kaže zanimiva razlika recimo z egiptovskimi mameluki, ki že okoli leta 1400 množično uporabljajo take račne topiče, celo v večjem vsegu v mrski Evropi. Dočim Osmani v tem smislu kar zaostajajo. In šele v 40 letih 15. stoletja, ko pride do velikih bitk na Balkanu med ogarskimi četami, pod Ivanom Konjadjem, takrat se šele pokaže, da se Smodnika vendarle ne da kar tako ignorira. Tako da to je čas, ko se toleško oborožitev začne uvajati od ročnikov, oziroma pozneje arkebuza na lunto in nazaj na mušketa. Spet, ker je to eno orožje, ki vendarle zahteva določeno tehnično kulturo, zahteva neko prilagoditev, nečemu, kar prej ni znano. Ni tako nenavadno, da to najprej pristane v domeni Janječeve kot najbolj elitne profesionalne formacije. Ampak kljub vsemu je osmanska doktrina še globoko 17. stoletje zelo temeljena na delovanju konjenice, na hladnem orožju, na spopadu v metežu. In zato Smodnik dejansko ne prevlada tako zelo odločilno v vojaški tehnologiji, kot se to recimo zgodi na zahodu, pa še marsikaj drugje po svetu. Težko topništvo je pa ravno tako ena zgodba, ki sledi v podobnem tempu. Torej, dokler obleganja niso v osmanski doktrini nekaj zelo ključnega, se temu izgibajo. Ampak ko se med drugi zada za cilj, da pa vendarle enkrat za vselej upravi z zadnjim ostankom bizantinskega cesarstva, tega tisočletnega obzidija ne more premagati drugače kot tako, da z ogreskih oziroma nemških dežel plača uvozi izkušene topniške mojstre. Ti mu pomagajo izdelati težke blagovalne topove bombarde, in to je ne sicer edini ključ do osmanske zmage v tem primeru, leta 1453, ampak ključno pa pomaga, da Osmani končno zrušijo odpor bizantinskega cesarstva. In v tem času, in zaradi tako velikih investicij kot Mehmanu drugim, dejansko uspe sestaviti verjetno najmočnejše topništvo na svetu tistih hit. In to je čas, ko se višek topniškega znanja meri v orjaških bombardah. Torej, večji kaliber cevi, kot lahko dosežemo, masivnejši kot je ta top, bolj smo uspešni. To je en koncept, ki nekako vrhunc doseže ravno v 50 letih 15. stoletja, potem pa konstruktorjih malo gotovijo, da je vendarle boljš rezultate mogoče doseči na način, da izdelamo manjše orožje, bistveno lažje, bolj mobilno, manjšega kalibra, ampak v bistvu še večjo razširjeno močjo, z debelejšimi stenami, torej sposobno sprejeti večje spodniško polnjenje in na ta način doseči večjo kinetično energijo. Tako da tudi potem, ko Osmani dosežejo svoj glavni cilj, se spet pokaže, da ko nečesa ne potrebuje tako zelo akutno, recimo, ko težkega topništva tako zelo nujno več ne potrebujejo, tam pride do postopnega zatona. In zato Osmani relativno počasi osvojijo uporabo bolj mobilnega poljskega topništva. Zdaj pa zadnji sklop, pa taktika in strategija. Kako je vse to povedano delovalo v praksi, pa konkretno na evropskih tleh. Torej, vsaka vojna je v neki obliki nadzorovanja agresija. Treba je usmeriti sile svojih pogumnih divih bojevnikov v to, da zlomijo sovražnikovo moč, ampak tega ni tako enostavno doseči. Osmanski recept za uspeh v tem pogledu je bil predvsem striktna disciplina. Torej, struktura njihove politične oblasti, ki je sultanom dajala tako veliko centralno moč, se je pokazala za seveda idealno primerno, da se v vojski vzdržuje disciplina. Torej, zelo se omeji
samovoljo. Zelo se omeji na sezadnje tudi kakšne lokalne poveljnike, ki bi utegnili ogrožiti Sultanovo oblast, tudi za to gre. Ampak v tem smislu je Osmanska armada relativno zgodaj šla na pot profesionalizacije in je zato dosegla vsaj tja do zgodnega sredine 16. stoletja zelo, zelo visoko raven na nivoju celega sveta, ne samo Evropa pa razne. Na bojišču je Osmanska armada znala delovati kot usklajena celota, sposobna izvesti določen taktični načrt. Ni pa nujno, da so ti načrti bili zelo komplicirani. Načeloma v vojskovanje pogosto tako, da pretirano zapleteni načrti propadajo in potem se skupaj bolj bedaka. Ena zelo priljubljena taktika, ne samo Turkov, ampak pravzaprav že stepskih konjenikov od pamti veka, je bil komenovan zaigrani pobeg. Torej, to je ena na prvi pogled zelo enostavna finta, ki pa vedno znala užge. Ideja je pa v tem, da zlasti kot konjeniška vojska so si stepski nomadi to lahko privoščali. Zamisel je pa ta, da del svoje vojske skrijete v zasedo, drugi del pa pošljete navidezno napad na sovražnika, kjer se zdi, da je ta napad spodletel in se vojaki se umaknejo, izvabijo zasledovanje nasprotnika. Če je nasprotnik zadosti naiven, da se podal zasledovanje, ne da bi zdrževal neko strogo formacijo, in to je v zasledovanju zelo težko, potem bodo ti zasledovalci zelo hitro padali v zasedo in bodo seveda nasprotniki končali. Stepski nomadi vedno znova zmaguje na tak način. In tudi osmanskim vojskovodjem se to načeloma dobro odneslo. En tak primer, kako je pa njihova taktika delovala proti zahodnim silam, je že omenjeno Niko polje, 1396. V slovenskem predstavnem svetu vlasti zato zanimivo, ker se je te bitke tudi Herman tudi Celski udeležil in se znašel potem na koncu kot junak, čeprav je bitka se sprevrgla v poraz križajev in vendarle Herman rešil življenje ogrskemu kralju Sigismundu, si prislužil njegovo hvaležnost. Ampak na nivoju samega vojaškega spopada imamo tukaj upraviti z bitko, ki je na vsaki strani vključevala okoli 10-20 tisoč mož. Osmanska armada je bila načeloma nekoliko številčnejša, kot je imela bistveno večji delež lahkih enot. Sledila pa približno tole. Rdeče so križali, modro so osmanske čete. Osmani so se zavedali, da je moč križarja v tem primeru v težke prekljeni konjenici. In to je bila ena udarna sila, ki je sami tako dobra in niso imeli. Zavedali so se tudi, da njihova pehota ni zadosti dobra, savojaničari niso dosti dobro opremljeni in obroženi, da bi lahko zaustavili naskok vitezov. In kaj so naredili? Svojo vojno formacijo so frontalno zvarovali za linijo ovir, torej jarkov in ušpičenih polov. In tukaj spredaj so v centru namestili svojo pehoto in tudi en del irregularnih enot. Prvi naskok križarjev skozi te ovire se je izkazal za uspeh, torej prešlo je do predora prve osmanske linije. Janičari so se navideli znašali v škripcih, ampak so vendarle na koncu izvedeli nekaj podobnega kot recimo rimske legionarje, ko so doživeli napad bojnih slonov. Namesto, da bi se trudili držati sklenjeno linijo, so v svoji vrsti napravili razeli, konje so spustili skozi in namesto, da bi poskusili nasposobiti konjenika, so odciljali njegovega konja. In to je en način, kako so lahko utopili ost naskoka križarjev. Bitka pa potem odločil napad z boka konjenice. V bistvu imamo upravka z dost klasično, dost tradicionalno bojno formacijo, pehota v centru, konjenice na krilih, ampak Osmani tukaj zelo spretno uporabljajo pomoč svojih vazalov Srbov, kot smo menili, izkoristijo moč njihovih oklepnikov, težke konjenice in potem ta udara z boka razbija preostanek križarjev. Prodor v Srednjo Evropo je pa nekaj, kar je tudi za Osmanje velik izziv. Tukaj je spet težava toliko, da navadni smo vedno gledati na vsaka zgodovinski fenomen iz svoje perspektive. Zdi se nam, da je bil Osmanski imperij ena taka velika, taka mogočna sila, da je bil njihov prodor naprej nekaj, kar je bilo tako samo omejeno. Ampak vendarle ni bilo tako.
Na začetku, dokler so se Osmani soočali s šibkimi nasprotniki, recimo z Bolgarijo, Srbijo, Albanijo, Bosno, to so bile vendarle manjše tvorbe, ki niso bile samo zase sposobne v tem času kljubovati takemu nasprotniku. Po drugi strani tukaj je Ogrska, ena močna vojaška sila. Ne? In zanimivo, Ogrska je na vse zadnje kaj? Sicer v tem času že zelo pozahodnena tvorba, ampak izvorno je pa prostor, kjer živijo potomci Mađarov, ravno tako stepskega ljudstva, stepskih korenikov. Torej imamo pravka z nasprotnikom, ki mu taktike stepskih korenikov niso tuje, deleč od tega. In po drugi strani imamo tukaj tudi naravne pogoje, torej zemljišče, ki ni več tako enostavno za prodiranje ekonomiških enot. Ponovska nižina je zelo ranljiva, to je en velik problem za obrambo, ampak prodiranje skozi Balkan, potem še globlje v Alpe, tukaj pa načelno nobenemu stepskemu ljudstvu ni uspelo dosti deleč se skozi to probiti. Stepski koreniki doma na stepi, ker ima širjave, ravnico, ker ima možnosti za pašo. Ko se pa v težje prehodne terene premikamo, ta sistem že logistično začne pešati. In ko se je osmanski prodor odeleval svoje izvorne logistične baze, večji so ti izzivi bili. Tako da v zgodnejših fazah je bila osmanska strategija usmerjena v to, da si nasprotne politične tvorbe podredijo, jih presilijo v vazalni odnos. Tak primer je Srbija. Ampak potem se pokaže, da je to vendarle polovična rešitev, ker vazali, ki imajo še kljub vsemu neko stopno autonomije, neko stopno vojaške moči, se vedno znova utepajo. In potem nekaj časa so osmanski vazali, potem so ogrski, potem postane mogoče celo spet ena začasna žepna sila, ki operira s svojimi ambicijami. In tako se recimo dogaja v Srbiji. Od bitke na Kosovem polju 1389, prvega vstopa v vazalni odnos, pa do 1459, ko je tega cikla Osmanov vendarle že dovolj, in si pač odločijo dokončno podrediti še zadnje ostanke srpske despotovine. Ampak Ogrska je dolgo časa tisti glavni branik. Ogrska je pa nevarno nasprotnik zlasti zaradi dveh stvari. V času kralja Sigismunda Luksemburškega, njegovega vespovodje Pipa Spana, je nastal vzdolž južne meje Ogrske, en močan pas od mejnih utrb. Recimo v tem ključnem prostoru proti Vlaški, ob Donavi je Beograd postajanka, ki je strateško ključnega pomena. Dokler je Ogrska nadzira Beograd, tog časa je njihova varnost bolj zagotovljena. In ko Beograd pade, je to z Ogrsko nazadnje pade konca. Ampak še ena stvar je pomembna. Ogrska vojska v sredini 15. stoletja se zelo uspešno tehnološko modernizira. To je čas ene prave vojaške revolucije v Srednji Evropi, časa husitskih vojn, ko se uveljavi nov način bojevanja, temeljen na takih formacijah vozov, ki delujejo kot pravično trdba in so opremljeni tudi z velikim deležem ognjega orožja, torej mobilnim, lahkim tehništvom in načnim toporom. In to je nekaj, kar hude preglavice zadaja že zahodnakom, ki take otrdbe mobilne niso sposobni premagati. In tudi Osmanom, ki mi je to še bolj tuje. Tako da začasno je prednost nove pehotne taktike, prednost ognjega orožja, prednost na zadnje ploščnega oklepa. Tudi če beremo osmanske vere, so to lahko vidite, da so to bili faktori, ki so Osmane vsaj v nekih vidikih potisnili v manj ugoden položaj. Zato se potem odločijo za strategijo izčrpavanja. Poznamo klasično zgodbo, spet ki se nas tiče. 1463 pade Bosna. No, ta zgodba ni tako enostavna, ker že praktično takoj zatem Matija Korvin izvede uspešno protiofenzivo, severna Bosna zasede, sedežem v Jajcu, postavi novo tamponsko cono, torej daj račun, da bi sta Bosna takoj padla pod osmansko oblast. In tukaj vendarle nastane zdaj en kanal, torej dokler je ogrska obramba tako močna in Osmani niso sposobni streti, zato želijo z sistematičnimi opadi oslabiti tiste lažje cilje, to so pa Habsburške dežele, oziroma Hrvaška, manj zaščiten prostor. In zato postanejo slovenske dežele en tak velik cilj plenjenja. Od 60 let naprej
pa nekaj desetletij je res vrhunc praktično vsakoletnih udorov, pa še potem do postavitve vojne krajine tukaj praktično permanentno vojno stanje. In to je na neki način znak osmanskega priznavanja realnosti, ne? Priznavanja, da se tega prostora niso sposobni trajno podrediti, ampak da ga morajo najprej še izčrpati z upadom Akinji, torej lahkih kovikov. In to na koncu postane dosti profitabilna stvar za osmanske vojskovodje, ki so se s tem ukvarjali. Ampak tudi na naši strani je prišlo do določenega odziva. Habsburške dežele na to nevarnost najprej niso bile pripravljene, mobilizacija lokalne obrambe je počasna, oporna, ni dorasla izzivu, zato sledi v koncu 15. stoletja res zelo traumatično obdobje, ogromne materialne škode, seveda demografske, človeške izgube. Ampak za vsem tem roparskim plenjenjem vendarle Osmanom ne uspe ustvariti dejanskih pogojev, ki bi pa mogoče tukaj trajno osvojitve. Če je nič drugega, imamo v tem okolju eno gosto mrežo utrt, imamo grdove, utrjena mesta, na zadnje utrjene tabore. Vse to so za neko bolj profesionalno opremljeno, s težkim topništvom oboroženo vojsko, so to seveda lahki cilji. Ampak za Akinji je pa vendarle orehi, ki jih ni tako enostavno storiti. In zato se ta obramba vsemu na kljub vzdrži. Po bitki pri Mohaču 1526 sicer pride do hudega trenutka krize. Ogrska takrat pada in praktično večina Ogrske pade pod osmansko oblast s tem porazom. Panonska nižina, kot rečeno, ravnica, prostor, ki je za osmansko doktrino skoraj idealen, tam je zelo težko postaviti močno obrambo. Ampak Zahod, vključno z zahodnjo robom Hrvaške, vendarle kljubuje pritisku. Pa ne samo to, spet se Osmansko cesarstvo v tem času smeri tudi na azijsko-afriško fronto. In potem, ko obleganje Dunaja 1523 spodleti, na zadnje se osvajalne ambicije dosti bolj usmerijo proti Perziji. To zagotovi habsburškim deželam vendarle nekaj premora, intenzivne vojaške reforme, izgradnjo trjene tamponske cone v vojni krajini. In to se je na zadnje izkazalo za kar uspešen protiukrep. Torej, naš prostor, vzhodnoalpski rob Srednje Evrope, konec Balkana, konec Panonske nižine, to je ta skrajni rob osmanskega koridora v Evropi. Vzdolž te linije se potem razvije dolgo časa skoraj da neprekinjeno stanje spopadov, ki pa so večinoma nizke intenzivnosti. Gre za oboje stranske roparske pohode, pa manjše praske, spopade večinoma lažjih enot. In samo sem in tja pride tudi do večjih ofenziv, torej do večjih vojnih operacij, bolj poklicnih, profesionalnih enot. In na zadnje, za marsikakšnega lokalnega osmanskega poveljnika je tako stanje celo bolj zaželjeno kot velike ofenzive in velika ozemeljska osvajanja, ker dokler so taki podnebni udari, realnost je to osnova njihove ekonomije. Torej, za njih je zelo fajn, da je tukaj še kar naprej nek prostor, ki obeta plen, ki obeta službe. To je glavni vir zaslužka. Tako da, ne glede na to, sprva zelo temačno sliko nesposobne habsburške obrambe, težavam, skoraj da nemogočim pogojem preživetja, vse to se je tako globoko tudi v slovensko ljudsko izločilo zapisalo. Vendar je tukaj pride do enega razvoja, ko se pokaže, da Zahod se na zadnje pobere, se proti Osmanskemu imperiju, ne glede na sovražnikovo številčno premoč, ne glede na številne kvalitete, prednosti, vendar je razvije obrambo, ki deluje. Deluje pa na zadnje po zaslugi tudi tehnične inovativnosti. Torej, to je čas, ko se v Evropi začne veljavati sodobna trdnarska arhitektura, prilagojena topništvu in potem množična poraba ognjenja orožja. To potem spodbudi novo pehotno, na zadnje tudi koleniško taktiko. Skratka, cel način vojskovanja se zelo spremeni. In v tem pogledu se je Zahod dosti hitreje odzval kot osmanska stran, ki potem s časoma začela je padla v spiralo tehnološkega nazadovanja.
En tak simbolni korak, čeprav na začetku res bolj simbolno, da bi imel ne vem kakšne politične posledice, je bila krščanska zmaga Prešisko 1593, kjer so tudi čete slovenskih dežel odigrale zelo pomembno vlogo. Udar Kranjske konjenice je nazadnje v odločilni fazi, če že naravno odločil sodo celotne bitke, posaj zadal zelo pomemben udar svojažnikov. To je bil uvod tako na dolgo vojno, ki se je končala 1606 in takrat se situacija na tako imenovani tureški meji, na tureški fronti na Balkanu stabilizira. Zadnji osmanski poskus potem velikega prodora z drugim obleganjem Dunaja 1683 spodleti in to potem postane začetek katastrofalnega poraza. Zdaj pa kar nekaj smo po situaciji, ko Osmanski imperij na drugi strani nima več upravka s nekimi srednjeveškimi državami, z vsemi svojimi slabostmi v smislu feudalne vojaške organizacije. Ampak ima proti sebi Habsburški imperij, ki pa zdaj že postane absolutistična sila. Za svojo poklicno vojsko stane redno armada. In to pomeni, ta novi stik dveh mogočnih nasprotnikov se potem sprevrže osmanski umik globoko na vzhod. In to je tudi trenutek, ko osmanska moč ni popolnoma zlomljena, ampak vendar se začne ta nepovraten zaton kot nekoč tako mogočne sile v unike Evrope. Na tem mestu bi zaključil, pa da nismo bili predolgi, pa da je bilo vse malo zanimivo.